dovolj visoko za čisto zasluženo zmago, ki je seveda prišla prav za ob koncu te oktobrske akcije. Rabili smo minuto, dve in zopet Jana Oblaka, da smo prišli v ritem, ampak potem mislim, da smo tudi že na planu igre z nekaterimi zadevami izgledali dobro. Jasno, da je potem v drugem polčasu po menjavah ritem malo padel, ampak jaz sem zadovoljen, čestitam fantom. Pravzaprav smo v tem oktobrskem terminu naredili tisto, kar smo želeli, kar je bil naš cilj in to na nek način, ki je že vreden nekega zaupanja in pa neke energije za vnaprej. Hvala. Zanima me, kar nekaj je bilo slišati z igrišča na praznem stadionu, je to možno, fantov, ki so pri 1:0, 2:0, tudi pozneje se vzpodbujali, igrajmo kot da rezultat 0:0, kot da se je tekma ravno začela, ustrajamo, držimo. Tudi navsezadnje smo videli poškodbo pri reševanju precej nepomembnega zadetka, ki bi bil za 4:1, precej požrtvovalnem reševanju. Kaj sporoča take aktivnosti igralcev? Je to bilo tisto, v kar ste vložili posebej veliko truda v teh dneh? Pa dobro, jaz sem včeraj na tiskovni konferenci tiste neke svoje občutke povedal in dejstvo je, da se mozaik sestavlja. In sestavlja se na nek način, ki ti da kot trenerju neko zadovoljstvo, da to vodiš, da to povezuješ. Saj so bili tudi trenutki, zdaj sem rekel, tista prva minuta se nam ne sme zgoditi, ker smo ravno na to opozarjali. Ampak potem tudi, kar se igre tiče, dobro izigrani goli, vse skupaj na nek način, ki potrjuje njihovo zavzetost na treningu in pa tudi prepričanje, da saj smo zmagali zdaj dvakrat, ampak to še ne pomeni, da bi lahko karkoli prepuščali slučaju oziroma da ne bi bili tisto dovolj agresivni in domačini so bili kar ambiciozni pred tekmo. Mislim, imam že toliko izkušenj, da sem malo pozval vse to skupaj, ampak potem smo jih na en lep način umirili. Tole komunikacija, pa seveda ta prazen stadion, zdaj to je zdaj drugačen nogomet. Jaz sem zdaj to prvič doživel zdaj v tem nekem času. Morali se bomo vsi navaditi, če bo to še nekaj časa trajalo. Je pa seveda dobro za vas novinarje, da dobite vpogled mogoče v nekaj od znotraj, nekaj v samem našem življenju, ampak vse pravi, v nogometu včasih tudi pade kakšna težka beseda, če je dobro namerna, če ima neko svojo veljavo, potem je to dobro. Tudi jaz sem zdaj na koncu verjetno bolj kričal kot v prvem polčasu, ker takrat nisem imel kaj za popravljati, zdaj sem imel za popravljati, ampak samo to, kar ste vprašali, preslikava tistega, kar se dogaja izven igrišča, kar se dogaja na avtobusu, kar se dogaja v hotelu in jaz sem s tem zadovoljen, ampak hočem, da se ekipa, ki jo vodim, o kateri imam odgovornost, da se tudi zna obnašati in da zgledamo tako, kot bi vsi skupaj želeli. Vem, da ne radi govorite o posameznikih, ampak vseeno, mogoče je hat-trick vendarle izhodišče za eno besedo ali nekaj besed o Harisu Vučkiću, pogosto neizpolnjenem upu slovenskega nogometa, ogromno smole v karieri, ogromno trenutkov, ko se je zdelo, da bi lahko dal v Sloveniji, pa se ni išlo, zdaj pa res zelo dobro obdobje, kar nekaj zadetkov, širok nasmeh na obrazu. Kako gledate na to? Se pravim, jaz sem Harisa imel že v mlajših selekcijah in takrat tisti njegov odhod v Newcastle je tudi pri meni nekaj dvomov takrat porajal. On bo moral še ogromno delati, ogromno trpeti, kar se tiče treninga, kar se tiče obremenitve, da bo prišel na tisti nivo, kar mu njegov talent, njegovo znanje pravzaprav omogoča. Jasno, da je do teh 3 golov je prišlo na nek način, da je nekdo padel na penal, da je bilo to, pač danes je bil on tisti, ki je realiziral, kar je ekipa priigrala. In jaz upam, da bo našel prostor pod soncem v Zaragozi, to je zelo pomemben prestop bil za njega, ampak se pravim, tudi za neko prizadevnostjo v nekem momentu, predvsem na Kosovu sem bil izredno zadovoljen, kakšen pritisk je delal na njihovo zadnjo linijo, je pač danes bil nagrajen, ampak nagradila ga je tudi ekipa,
žoga za 3 gole v spomin kot tisti ta največji golgeterji, ampak zdaj ga čaka pravo dokazovanje v klubu in pa tudi nadaljevanje tega v reprezentanci, ker sem rekel, reprezentanca je konstanta, če hočeš priti na veliko sceno. Mi smo, jaz še enkrat poudarjam, ene temelje smo udarili, pa čisto nič drugega. Zadnje obljubim. Zdaj, pojavlja se je kar nekaj zanimivih rešitev v tem ciklu, mogoče če je vse skupaj izgledalo kot neka reprezentanca, ki čaka, da se še kdo vrne, da dobimo koga, ki ga v tem trenutku nimamo. Smo zdaj mogoče že pa blizu tega, da bi ob kakšni vrnitvi imeli že kar nekaj tudi sladkih skrbi, koga izbrati, kako izbrati in kako se boste s tem spoprijeli? Hvala. Pa ne, saj vidite, v vseh teh ciklov vse reprezentance imajo težave, ne, pa onim nekaj manjka 3, pa enim 4, pa enim so poškodovani, pa so. Jaz, če ste spremljali vse skupaj, nisem dosti poudarjal vsega tega, vsi dobro vemo, kdo je bil pred nekaj časa v reprezentanci, kdo je bil pred enim letom, naprimer, igral na Poljskem, zaradi tega, ker zame so najpomembnejši in spoštovanja vredni tisti igralci, ki imam na razpolago. In to je meni zakon v mojem delu. Sladke skrbi trenerju, privoščim vsakemu sladke skrbi, tudi sebi na koncu koncev, ampak zaslužiti treba in poklic in minutažo in z odnosom in z obnašanjem na igrišču, izven igrišča. Je pa, vse pravim, dela se ena skupina, ki je izredno zanimiva, ker nekje v podzavesti vsakemu v Sloveniji tem navijačem je neka imena, ki so dajala res neko veljavo v preteklih letih. Ne. Ampak vse pravim, vsak z pozitivno energijo, z motivom, z željo bo dobrodošel, seveda, če se bo to zaslužil z svojim delom, z svojimi igrami, kot je bilo, tako kot je bilo do zdaj. Da včasih narediš napako, se ne odločiš prav, to je moje delo in takšne so odločitev naš trenerjev, ampak mislim, da je zelo pomembno, kar sem rekel čisto na začetku, če se spomnite, upam, da bojo akcije razširile neko bazo igralcev, na katere lahko računamo. To se je absolutno zgodilo, ob tem pa še z, mislim, da dobrim rezultatom, predvsem kar se točk tiče.